Prva in edina šola za barmane se nahaja v Ljubljani. Že od leta 2007 pa jo vodi Aleš Prestor, trikratni državni prvak o atraktivnem mešanju koktejlov, ki si z ustreznim izobraževanjem želi dvigniti nivo barmanstva pri nas. Pomaga mu Boris Šimbera, aktualni državni prvak, ki je zadnjih 5 let posvetil svoji strasti. Da lahko dobiš naziv barmana, moraš pri nas kar 2 leti hoditi v šolo in jaz pravim, da je to kar ena visoka gostinska, neko napredovanje, nek faks, nek tazga. Naš del je enostavno delo, ki ga lahko vsak dan uporabljamo v baru. Nažalost se to v Sloveniji še ni do take mere prijel, kakor bi mi hoteli, ampak se trudimo. No? Tako da flair barman načeloma ni cirkusant, to bi rad poudaril. To je vsem barman, končni produkt je drink. Gre samo za to, da se mi bolj v bistvu igrivo zabavamo v baru s steklenicami in v bistvu pripravljamo koktele na malo bolj zabaven, drugačen način. Na vrsti sem bil tudi sam, da preizkusim nekaj osnovnih prijemov. Tretje gre rado. Zdaj si pa že odločno vrgel in je to napaka. Škaj probaš čim manj vršt. Pa bolj ob telesu, pa jo pol ti nekako hop, hop, a sposnel to? Ratal mu je. Evo. Tukaj ne gre samo za to, da bi glih osvojil sam ženski del populacije, ampak gre tudi za to, ker mislim, da je zdaj obdobje, ki bi mogli v barih vsem malo več dati od sebe, zato da bi v bistvu gostinstvo malo napredvalo. No, vse ti v bistvu izražaš svojo osebnost za šankom. To bi mi radi, da ljudje to sprovedajo. Veš, da ni ona. Aha, Cuba Libre. 4,50 €. A veš kasa. Da je neki, da daš neki iz sebe, pa sej načeloma bi lahko rekel, da so akrobacije. Ne? Sej gre za v bistvu neko spretnost. Ne? Ali lahko iz imena barman sklepamo, da je poklic rezerviran samo za moške? Barman je pač poklic, ki je čisto za oba dobre. Moraš biti kar trden, no? Boli. Treningi bolijo, ni to tako enostaven, da zdaj bi pa jaz bil barman in bom pogledal 3 filmčke in bom pol znal. Tako da mogoče iz tega principa pol moški pridejo bolj do izraza. A veš, pač telo je druga konstitucija, lažje mene boli na komolcu, če 2-krat zgrešim flašo pa udaru direktno v kost. Alkohol, pravi Aleš, moraš imeti rad. Pa to ne pomeni, da ga moraš rad piti, ampak moraš vedeti, kaj gre skupaj in kaj ne. To potrjuje tudi dejstvo, da je 90% koktejlov alkoholnih. Barman ni samo človek, ki zna mešati koktele. Barman je človek, ko vladuje bar. Se pravi, tukaj kava, moraš se spoznati tudi malo na vina, moraš se spoznati na penine, moraš se spoznati na pivo, na viskije, v bistvu vse spirite. So sem rekel, da moraš znati alkohol, mislim, imeti rad alkohol. No. Prvo dobro kavo sem spil v Mariboru, so kot tam en fan delov, ki je bil prej na obali, pa tam sem prvič spoznal dobro kavo. Problematika kave v Sloveniji je na največjem nivoju. Jaz mislim, da glede na to, koliko kave spijemo, pa kakšno smo imeli včasih kulturo, da gremo na kavo. To je bil obred, da smo zelo slabo kavo pili. Ne? Ampak kava se izboljšuje in danes lahko rečem, da je kar korektna kava po Sloveniji, v določenih primerih, ni pa zdaj to, da bi bilo pa to kar samoumevno. No? Kljub večletni praksi pa se kak trik tudi po nesreči. Hop, ne, to pa ni, to je pa rezo, veš. Drink za kamero je narejen, čin. Je uspeh pri ženskah z barmanskimi kvalitetami zagotovljen? Načeloma je, no. Jaz, če bi videl punco plesati na šanku, bi tudi se dal. Tako da jaz mislim, da mečken je. Lahko potrdim, no jaz lahko rečem, da sem rekel, študentske leta so najlepše leta, če si pa barman, pa še toliko bolj, pa ne si sami razlagajo. Kaj pa morebitne slabe izkušnje s policijo? Lahko rečem, da nisem imel teh slabih izkušenj s policijo, da bi me ustavljali. Sigurno imamo pa, če bi nas ustavili, pa videli, da imamo nekih 20-30 litrov alkohola zraven, bi se pa po moj kar mogel zagovarjati. Napočil je trenutek resnice, ko sem moral sam zmešati svoj prvi koktejl. To, super. Daj še malo muske, da mu bo lažje, veš. Še kaj? Ja, daj to krkle gor. Tako, vedno delaš pred gostom, to je pomemben, pa zdaj na filej kozarec gledam, kar poln. Tako, da ti bo še malo pravil tega klasičnega mešanja povedal.
kozarec vedno poln ledu, led je zato, da se sestavine vežejo med sabo, zdaj deva pa še malo rumčka, ne? Še malo. Pa sej zase delaš, zdaj še malo, ne? More fun. Daj imamo Malibuja še. To je to, veš, in pol pa nekako tako padajo na pitnine. Zdaj nimam teh bankovcev, ampak recimo jaz bi dal 2 evra, če še kaj vrgel, pa še več. Zdaj bi jaz sok do vrha, prst pod robom. Shaker zapreš, dvakrat pretreseš. Ne rabiš dost shakati v tem primeru, ker so vse sestavine bolj kane. Lej, zdaj pa tako, pri shakerju steklen del vedno proti sebi. To, evo, viš, pa nasmejati se. To je spet tringet, ali pa punce, veš, pa na tej strani, skačejo sebe. To, udaraš ga tukaj. Vedno tam, ko se začne, veš, tukaj je čisto obdan, tukaj ga udaraš, ko se začne širiti. Bam, orang, udar, orang. Ok. To, naliješ, barski pult je narejen bolj za trening, zato vse malo visi. Ne smeš pozavati servetka. Servetek je obvezna, tako. Stop, slamca, pa limeta. Ne, kar stisam pa not. Ko smo itak uprali, pa delamo s čistimi rokami, pa tako, veš. To, evo, to je pa zate. Kamera. Nisi pretiraval z alkoholom, ne? Shod, Aj, dobro.